Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. 14 dni je naokoli in čas je, da spoznamo še enega nadobudnega slovenskega kmeta. V moji družbi tokrat 21-letni Bine Družovec skupaj z družino kmetuje v osrčju Slovenskih goric, natančneje v vasici Spodnje Verjane, ki ležijo tik ob pomurski avtocesti. Na približno 15 hektarjih pridelujejo pšenico, koruzo, rž, sojo in oljne buče. Pravi, da mu delo ni tuje, saj zna poprijeti za prav vsako orodje, pa naj bo to metla, samokolnica ali traktor z razno mehanizacijo, ki paše zraven. Bine, lepo pozdravljen. Zdravo. Vse svoje otroštvo si preživel na kmetiji. Kakšne spomine imaš na te dni? Tako, ko pomislim, pa ko se spominjam nazaj, mislim, da so to zelo lepi spomini. Eni lepših dni, pač preživeti mladost na kmetiji je dosti boljše, kot pa kjerkoli v nekem urbanem okolju, pač narava je okoli tebe, živali, vedno se nekaj dogaja, noben dan v bistvu ni isti, potem okoli so okoliški sosedje, otroci, vedno se skupaj igraš. Ko se spomnim, ne vem, skakanje po balah, različne stvari, pač res ne bi zamenjal tega za nič na svetu. Verjetno je to čisto drugačno odraščanje, kot pa ga imajo nekateri otroci zdaj, ko so več noter, več na telefonih, ti pa si bil zunaj v naravi. Ja, če zdaj malo primerjam z današnjo mladino, takrat, ko sem bil jaz mali, dejansko še ni bilo te mobilne tehnologije, ni še bilo. Takrat so ravno bolj računalniki prišli, ni še bilo mobilnih telefonov, da bi to pač vedno lahko gledali, pa kjerkoli, da bi lahko šel na internet in pač smo dneve dejansko preživeli v naravi. Zunaj in pa zjutraj si šel ven, vmes si mogoče prišel domov na kosilo, če je babica glih klicala, drugače pa si bil cel dan zunaj s prijatelji v naravi. Ali smo po kaki šumi plazili, ali smo bilo kaj, pač našli smo si nekaj za delati, dolg čas nam nikoli ni bilo. Kdaj pa si prvič začel pomagati na kmetiji? Kako se tega spominjaš? Kako si to doživel? Od vedno, pač odkar pomnim, je bilo nekaj najlepšega, da smo prišli sem v Verjane na kmetijo k dedeku pa k babici, pa smo nekaj delali, pač karkoli je bilo za pomagati, smo vedno priskočili na pomoč, pa že od malega sem čim bolj iskal, ki bi jaz se lahko vključil, pa kaj bi lahko jaz naredil. Pač logično, da nekih večjih pa težjih del kot mali še takrat nisem mogel, ampak ki se je dalo poleg stopiti, pa ki se je dalo kaj prijeti, tam sem jaz bil, tako da so me včasih že mogli ravno malo stran podriniti, pa reči, tu pa je zdaj nevarno, ali pa to pa je pretežko za tebe, tako da pač odvedno vse, kaj se je dalo, sem jaz pač pomagal. Katero pa je bilo tvoje najljubše opravilo? Najljubše opravilo, košnja, to pa vedno, ko smo imeli krmo, to je bil praznik. Ali pa silos, to je bilo tudi, to se spomnim, to je cela vas prišla skup. To se je delalo od jutra do večera, ampak je bilo luštno, mislim, to sem komaj čakal. Še bolj vesel sem bil, če je bilo to recimo med počitnicami, da sem lahko bil res od zjutraj pa do zvečera zraven. Ker včasih je bila silaža že pol, ko je bila šola in pol seveda nisem mogel biti poleg in sem bil pač pol malo razočaran, ampak drugače pa ja, ti dve bi izpostavil, no to je nekako, še zdaj bi rekel, to je nekako. Katerega si se pa vklepal in se ga še zdaj, da je bolj neljubo? Tega zdaj več ne delamo, včasih se spomnim to, ko si bil mali, pa smo postavljali ograjo recimo, oziroma električnega pastirja, to mi je bilo tako težko delo, oziroma pač težko. Dolgočasno je bilo, poleti smo vedno delali, vročina je bila, po tistem bregu gor smo lazili, pa smo tiste kole nabijali, ampak dobro, tega zdaj več ne delamo, tako da. Kot mali pa sem to spomnim, tega nisem maral. Mi zaupaš kakšno zanimivo anekdoto iz otroštva? Si morda kdaj kaj takega ušpičil? Enkrat se spomnim, ko sem že bil malo večji, sem že bil toliko, da sem se z mopedom lahko že sam vozil, telefona seveda nisem imel pri sebi. Jaz se odpeljem tu dol med njivami, pa srečam tam od perutnine tu en veliki traktor, seveda, ne. Jaz se ustavim, strojnik meni ustavi, se vozim jaz s strojnikom, midva s strojnikom klepetamo, mine ura, mine ta 2 uri, jaz nimam telefona, nisem dosegljiv, doma pa nobenemu povejo, seveda, da sem jaz nekam odšel, ne. In mene doma iskali vsi, že cela vas me išče, noben ni vejo, ki sem, ne. So že vsi mislili, nekam se je z mopedom odpeljal, nekaj se mu je zgodilo.
Jaz sem se pa tam samo vozil v enem traktorju, pač užival, pozabil sem na čas, mene pa cela vas iskala, tako da to je mogoče bilo zanimivo. Kako pa se je to pol končalo? Kdo te je najdel? Pol je Ata je pol prišel, res tam že tako nadalec so že iskali, pol, da me je pol videl tam, oziroma v tistem traktorju, pa sem jaz pol prišel ven. Tako da ja, pol so me pač našli, ja, ampak meni ni bilo hudega. To verjamem. Osnovno šolo si obiskoval v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah. Kakšne spomine pa imaš na to obdobje? Trojica. Dokaj težka šola, moram reči. Se mi zdi, da ko sem bil v osnovni šoli, sem mogel dosti več truda vlagati, da so bile neke ocene, da je bil nek uspeh. To sem mogoče pol videl, ko sem v srednjo šolo prišel, drugače pa ja, lepi spomini, vse nimam kaj reči. Potem pa si se odločil za srednjo biotehniško šolo v Mariboru. Si že takrat čutil, da bi nekoč rad kmetoval? Ja, od vedno. Pol so me eni učitelji skušali prepričevati, ker mi je pač dobro šlo, naj se vpišem v gimnazijo, tako dalje. Ampak pač to pri meni nikoli ni prišlo v poštev, oziroma nikoli ni bila niti opcija, tako da od vedno sem vedel, da me to veseli, da to hočem delati in pač vedno sem temu cilju sledil in to je to. Zdaj morava poudariti tudi, da si bil vsa leta odličnjak. Je bilo težko usklajevati to učenje in potem delo na kmetiji? Ja, res je, mislim, težko usklajevati. Zdaj, če te nekaj veseli, pa če nekaj rad delaš, se vedno pač najde neki čas, se vedno vložiš tisti trud. Včasih sem se šel učiti tudi zvečer ob 10, pač ko je bilo delo nareto. Tu pač nikoli ni bilo zdaj, da bi rekel neke dileme. Jaz sem pač, oboje mi je bilo interes, oboje mi je bilo cilj in pač sem vedno to uspel skombinirati. Nikoli nisem imel težav, tako da pač tisti, ki rečejo, da se ne da, pač jaz samo rečem, ni res, če je volja, se vedno vse da narediti. Se da. In voljo do dela si pokazal ti zelo kmalu, ker si tudi svoje poletne počitnice namenil delu. Kakšne izkušnje si pridobil med delom v podjetjih Žipo Lenart in Hmelj Dornava? Kaj si tam vse počel? Ja, res je. Vedno zdaj najprej smo trenutno na podjetju Žipo Lenart, kjer poteka spravilo slame. Tam sem počel več stvari, od obračanja slame do prevozov slame, do nalaganja z nakladačem. Tam sem bil tudi v jeseni na sušilnici, več različnih stvari. Ogromno sem se pač naučil, kar se tiče organizacije, potem dela z mehanizacijo, sodelovanja v nekem timu. Pol tudi, ko delaš na več različnih delovnih mestih, vidiš z več različnih zornih kotov to ekipo, pač kako vpliva to na nekaj drugega, oziroma če se nekdo drugače odloči, kako to potem vpliva. Potem v Hmelj Dornava, tam sem na sušilnici hmelja, potem tudi trgal sem hmelj. Tam sem se ogromno naučil o samem hmeljarstvu, to mi je bilo nekaj novega. Nikoli pač tu v našem okolišu v Slovenskih Goricah hmelja ni. In je pač, jaz sem vedno tak, da me nekaj novega zanima, me privlači. In pač, ko sem dobil priložnost, mi je bilo seveda zanimivo, da sem lahko šel delati tja, pa da še vedno lahko grem. In da se lahko pač nekaj novega naučim in pač vsaka sezona je neka specifika, vedno se naučiš nekaj novega, nekaj dopolniš. Pa potem bi tudi rekel, to je tvoja zakladnica znanja, ne? Tega ti nihče ne more vzeti, če imaš širši spekter znanja. Tako da mislim, da te izkušnje, ki sem jih dobil, mi bojo pač vedno koristile. Tudi naprej, recimo, če se bom kdajkoli zaposlil, kjerkoli druge, lahko primerjaš potem, kako smo včasih to delali tam, pa kako boš potem naprej sam nekaj vodil oziroma organiziral. Tako da, ja. In vse te veščine in znanje ti bo prišlo še kako prav v prihodnosti. Ja, tako sem rekel, mislim, da pač z nekimi dodatnimi izkušnjami pa znanjem nikoli ne moreš zgrešiti, tako da še vedno se zdaj tudi v teh podjetjih, še se vedno učim, pa se vedno na novo izobražujemo, tako da mislim, da je to samo pozitivno. Kako pa je na faksu? Odločil si se za študij agronomije na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede. Ja, res je, trenutno sem ravno zaključil 2. letnik. Potem po končani srednji šoli pač sem vedel, da
da bi še vedno rad šel v tej smeri, se pravi, premislil si nisem, tako sem že rekel. Potem sem izbiral med več različnimi smermi, nekako me je ta agronomija najbolj pritegnila. To pokriva 3 smeri, v bistvu poljščine, okrasne rastline in zelenjadnice, torej bolj rastlinska pridelava, kar me je že od vedno bolj veselilo. Tako da sem izbral potem to smer študija. Ja, zdaj na faksu trenutno brez težav, še vedno usklajujemo delo in šolo, pa gre brez problema. Odlično. Ali načrtuješ tudi nadaljnje izobraževanje, ko ta faks zaključiš, ali bo potem dovolj in se boš lotil čisto svojega? Če mi bo tako šlo, kot mi trenutno gre, torej, kot sem rekel, brez težav, bom verjetno še šel dodatni 2 leti, da si potem magisterij. Tako da nekak cilj je, bomo zdaj videli, kako se bo odvijalo nadaljnji 2 leti, no drugače pa neki cilj je, ja. Nekaj sem omenila že v uvodu, ampak opišiva še malo bolj podrobno. Kakšne pridelke vse gojite na vaši kmetiji? Mi se pač bolj poskušamo poljedelsko usmeriti, imamo tudi še nekaj travnih površin, živinoreje trenutno nimamo, ker niti čas ne dopušča, tako da začeli smo pač pridelovati pšenico in koruzo. Zdaj potem v zadnjih letih je pač v poljedelstvu stanje tako, kakršno je, pridelki nikoli niso plačani tako, kot bi mogli biti. Potem smo prvo tako neko kulturo, ki je bila tukaj drugačna oziroma ni tako značilna za to okolje, oljne buče. Tako da smo začeli z pridelavo tem, se nam je obneslo, in smo lahko z lahkoto vse prodali, tako da je to kar ostala zdaj stalnica na naši kmetiji, imamo vsako leto. Potem seveda spet kot nekaj novega, ker jaz pač vedno rad nekaj novega poskušam, smo eno leto poskusili sojo, ki se nam je pač dopadla zaradi več pozitivnih lastnosti na tla in tako dalje. Tako da tudi soja zdaj že stalnica. V zadnjih letih pa kot alternativa pšenici gojimo tudi rž, ki je pač manj zahtevna kultura, rabi manj gnojil, se pravi, pač so že v osnovi inputi manjši. Tako da potem tudi pri teh nizkih odkupnih cenah ne riskiramo toliko, ali kako bi rekel človek. Pa si želiš postati prevzemnik nekega dne? Ja, definitivno. To pač od malega sanjam, tako da bo tudi v prihodnosti. Zdaj trenutno pač je moj prvi cilj, da zaključim šolo, da dobim to izobrazbo. Potem pa bomo videli, kaj bo čas prinesel, ali bom postal prevzemnik takoj, ali bom še kako leto počakal, se nikam ne mudi. Programsko obdobje je še dolgo, pa prihajajo še nova, tako da bomo videli, kaj bo politika prinesla tudi, kako bo poskrbljeno za mlade prevzemnike v prihodnosti. Želimo si, da bi bilo pač boljše, ja, tako da pustimo se presenetiti, no. Ampak vseeno mogoče, če poveš, kakšno kmetijo si želiš v prihodnosti? Enako, bi kaj spremenil, nadgradil? Kakšni so tvoji cilji? Ja, to je zdaj težko reči, ker pač trendi se spreminjajo. Zdaj, tako kot imamo trenutno, mi zelo odgovarja, ker pač je zelo fleksibilno, mi spomladi posejemo, potem čez leto ni toliko dela, pa v jeseni tiste pridelke pospravimo, pa tudi nekaj posejemo, tako da imam pač ogromno lahko tudi prostega časa, lahko si prilagajam urnik, nisem tako vezan, tako kot recimo, če imaš recimo krave, moraš biti ob tisti uri v štali, jaz pa ne rabim biti zdaj ravno tisti dan na njivi pač in mi to dokaj ustreza, tako da v prihodnosti pač vidim, ja, da bi imel še naprej poljedelstvo, mogoče še kakšen hektar površin več, še malo povečal. To pa je v bistvu to, no. Kot si omenil prej, na kmetiji izvajaš različne poskuse. Mi lahko še malo več poveš o tem, kako to poteka? Ja, v bistvu kmetijstvo ni neka statika, vedno moraš nekaj novega preizkušati, nikoli ne smeš ostati zadaj. Trenutno ravno, kot smo se pogovarjali na soji, ravno izvajam na eni površini diplomsko nalogo, kjer preverjam vpliv različnih načinov dognojevanja na sam pridelek in pa potem koliko posledično tudi dušika pusti soja v tleh.
To imam potem 4 različna obravnavanja, ki se bojo potem tudi vsaka posamezno stehtala, da se bo pač videlo, kaj se je najbolj obneslo. Drugače pa vedno poskušamo kakšna nova gnojila, nove sorte, nove fitofarmacevtska sredstva. Pač da se razvijaš, da ne ostaneš na tisti eni točki. Pač včasih uspe, včasih je kaj boljše, včasih ugotoviš, da je bilo boljše to, kaj si delal prej. Ampak pač to me veseli, pa to mi je zanimivo, da pač vidim, kako se rastline obnašajo pri nekih različnih obravnavanjih oziroma z različnimi načini obdelave, dognojevanji, oskrbo, tako dalje. Zdaj ukvarjate se s poljedelstvom in tukaj tudi vreme kdaj zagode. Kako se soočate, spopadate s temi vremenskimi spremembami? Ja, res je. Se vam je že kdaj zgodilo, da je bilo mogoče vso vašo delo uničeno v trenutku? Zaenkrat moram potrkati, še v zadnjih 10 letih nismo imeli nekih večjih škod od toče, mislim, pride kakšna manjšo neurje, ampak ni bilo, da bi bili čisto ob pridelek, je se kaj zmanjšalo. V zadnjih letih imamo predvsem težave s temi spomladanskimi nalivi. Tu v Slovenskih goricah njive so večinoma prislonjene ob breg, so nagibi, potem nam ti nalivi odnašajo zemljo, semena, škropiva in je to, bi rekel, v zadnjih par letih kar največji izziv spomladi od setve, ko je njiva prazna, pa do tega, da potem rastline pokrijejo tla, to odnašanje zemlje, ampak kaj češ, nikoli ni optimalno, ne. Vidim, da to, kar počneš s srcem. Kaj pa bi rekel, kdo je tvoj največji vzornik? Mogoče ravno v tem iz kmetijstva. To je težko vprašanje. Vzorniki so meni recimo vsi večji kmetje, ki recimo celo življenje živijo od kmetijstva, ki delajo na zemlji, ki vejo, ki so dali skozi, ne vem, suše, toče, ki so res bili ob pridelek, pa še vedno vztrajajo. Tako da res spoštujem tiste, ki to delajo celo življenje, ki so nekaj ustvarili. Ko prideš na dvorišče neke kmetije, pa res vidiš, da je urejeno, da imajo nekaj za pokazati, da je trava pokošena, da res poleg vsega dela še uspejo skombinirati čas za družino, za urediti okoli hiše in res mislim, da so mi vsi taki kmetje, ki jim to uspeva, neki vzorniki. Tako da težko rečem zdaj samo za enega človeka, no. Kako pa te je družina podpirala pri tvoji poti? Ata pa mama sta vedno rekla, v šolo idi, pa ne se hecaj s kmetijstvom, tu ni prihodnosti. Ampak jaz sem pač trmasti, zdaj sta se že navadila, tudi pomagata. Pač se sta odprej tudi ona dva delala, pa sta iz kmetije, tako da ja, drugače pa zdaj trenutno me spodbujata, me podpirata, ja. Se ti zdi pomembno to, da ohranjaš družinsko kmetijo? Ja, tu je odvedno bila tradicija na tej domačiji kmetijstvo, tako da jaz mislim, da to mora ostati in da tega ne bomo nikoli prekinili. Si želiš nekoč tudi svoje otroke vzgajati v tem okolju? Ja, definitivno, ker si želim, da bi imeli tako otroštvo kot jaz, da se lahko svobodno gibajo po naravi, se lahko raziskujejo, v bistvu imajo svobodo, niso omejeni na nič, niso omejeni na eno stanovanje, na en vrt, tako da definitivno, ja. Katere vrednote pa so ti najpomembnejše pri delu in v življenju nasploh? Vztrajnost, predvsem vztrajnost, ker pač dostikrat je tako, da bi najrajši obupal, pa pač pride neko neurje, ti vzame, ali pa ne vem, narediš neko napako, ne poseješ v redu, bilo kaj, pa se potem sekiraš, ampak pride boljše leto, pride boljša sezona, tako da jaz mislim, da kar vztrajnost v kmetijstvu je ena taka vrednota, ki je zaželena oziroma jo moraš imeti skoraj, če želiš delati, no. Če rečeva še kakšno o tem, kaj počneš, ko ne delaš v svojem prostem času, zdaj na uho mi je prišlo, da zelo rad kolesariš.
Odkje pa to veselje? Ja, zato pa me je v bistvu najbolj navdušil stric, ki mi je tudi prodal moje prvo cestno kolo. Tako da z stricom ogromno prekolesarima. Tako da ja, ko se najde kaka nedelja popoldne, pa ga vrežemo s biciklom. Ko si ravno omenil strica, na uho mi je tudi prišlo, da je duhovnik. Ja, res je. Tako da, ko nima glih nekih farnih obveznosti, pa ko jaz nimam kmetijskih obveznosti, se mi dva to nekako skladima, pa gremo kako Si turo. vzameta čas. Tako in Katera je bila najdaljša tura? no, zelo zanimivo, ravno danes teden nazaj na državni praznik sva šla po diagonali Slovenije, torej stric je prekolesaril 345 kilometrov iz Goričkega pa do Portoroža. Jaz sem bil v njegovi spremljevalni ekipi, torej malo sem z njim kolesaril, malo sem bil v avtu. Jaz sem prevozil enih 180 kilometrov, stric pa, tako sem rekel, polno turo, 345, tako da mislim, da je to kar najdaljša trenutno. Lepo, sta se kar izmučila. Ja, kar. Ampak, ko prideš na koncu na morje, pa se vržeš v vodo. Je, pozabiš. je vse poplačano. Tako, je vse poplačano, ja. Si pa tudi zelo dejaven podeležan. Kdaj pa si pristopil k društvu? Ja, to pa se je začelo odvijati v bistvu lani decembra, ko je naš prejšnji predsednik podeželske mladine, Marko Breznik, smo bili ravno pri njem. Jaz sem videl malo pred tem nek članek v Obtorjevih novicah, da se bo društvo zaprlo, pa iskreno pred tem člankom tega društva sploh nisem poznal. Sem jaz Markota vprašal: Marko, kaj se dogaja s tem društvom, kaj bo s tem? On je potem razložil, da pač ni več članov, ni več mladih, da bi sodelovali. On je pač že toliko starejši, ima službo, ima druge obveznosti in pač vsega ne zmore in je rekel, da bo pač društvo zaprl. Je pa rekel, če imamo interes, pa če se najdemo, lahko društvo prevzamemo. Pa seveda to meni ni dalo mira. Tukaj je prišel Bine in društvo prevzel. Tako, jaz seveda, moje prijatelje, ne, mi se to hitro preštejemo, nas je takoj 20-30, ne, zakaj pa ne bi, ne. In seveda smo društvo prevzeli, takoj februarja naredili občni zbor, že takrat nas je prišlo okoli 40, tako da zdaj pa nas je že okrog 50 članov, tako da mislim, da za prvo leto kar uspešno. Smo zdaj uspešno izvedli tudi že kar nekaj dejavnosti. Izpostavil bi lahko regijski kviz, ki je bil letos v naši organizaciji, so vsi pohvalili, potem smo se na regijskem tudi uvrstili naprej, prišli na državni kviz v Velike Lašče, kjer smo osvojili odlično 4. mesto. Malo nehvaležno tik pod stopničkami, ampak za naše prvo leto kapo dol. Je kar Bi jaz rekel odlično. ekipi, tako da za drugo leto so cilji še večji, no. Še kaj več članov, še več aktivnosti, tako da res mislim, da društvo mora živeti, glede na to, da ima 30-letno tradicijo. Od leta 1993 je že to društvo aktivno. V najboljših časih je imelo tudi do 300 članov. Zdaj pa pač trenutno časom primerno nas je toliko manj, ampak se trudimo, no. Zakaj pa si rad del te skupnosti? Zato, ker vedno, ko pridemo tja, ko pridemo skupaj, pozabiš na neke skrbi, vedno je sproščeno, vedno je fajn. Mi se hecamo, da vedno, ko pridemo skupaj, nima veze, kak je dogodek, je vedno rata, da se podružimo, da se pohecamo, in pač, da se sprostimo in je to to. Zdaj, ko sva ravno pri mladih, kaj bi rekel, kakšni so največji izzivi, s katerimi se soočate mladi kmetje trenutno v Sloveniji? Ja, težko reči, čisto odvisno, s kake kmetije si. Zdaj, hribovci imajo ene težave, ravninci imajo spet druge težave. Kaj bi rekel, premalo, ne vem, premalo nas je, to tak in tak. Pa ne vem, kake spodbude, ne vem, vsaj nekaj država spodbuja, ampak premalo, no. Dosti je mladih, ki se potem niti ne opogumijo, rajši pustijo vse skupaj, pa gre. Kakšen nasvet bi jim dal? Vztrajati, tako sem rekel, vztrajnost, iskati vedno neke nove priložnosti, nove cilje,
ne biti usmerjen samo v eno stran. Saj se vedno najde kakšna tržna niša, pa se da kaj zaslužiti, pa se da nekako preživeti, no. Če so naši stari starši pa naši starši, te še bomo nekako mi. Saj nikoli ni bilo rožnato, ne. Vztrajnost je pot do uspeha. Tako. Zdaj, preden končava najin pogovor, bi ti zastavila še 5 kratkih vprašanj s hitrimi odgovori. Lahko kar začneva. Če bi imel čarobno palico, katero opravilo na kmetiji bi si želel, da se opravi samo od sebe? Dobro vprašanje. Pa mislim, da kar vem odgovor, to je setev. Setev je vedno neki stres, ali bo vse šlo tako, kot more, ali bo lepo posajeno, ali bo pravi odmerek posajen, bo dovolj semena, ali bo zmanjkalo semena. Tako da mislim, da je kar setev pravi odgovor, ja, pa če bi bilo to opravljeno tako, kot mora biti vedno, je to kar dober štart sezone, potem pa lepo počasi dalje. Kaj bi svetoval nekomu, ki prvič poskuša voziti traktor? Počasi, samo počasi. Jaz, ko sem bil mali, meni je bilo samo treba iti hitro vedno, ampak zdaj, ko pa si malo starejši, pa malo vidiš. Počasi. Boljše je počasi, rajši 2-krat pogledati, ko pa enkrat rukniti. Kateri letni čas ti je na kmetiji najbolj všeč in zakaj? Letni čas, jesen, specifično mesec oktober. To je taki mešani mesec. Vreme je že malo bolj hladno, ni vroče. Potem eni predelki se pospravljajo, drugi se glih sejejo. Tako da je res, vsak dan je zanimiv, vedno se nekaj dogaja. Faks se glih začne, tako da še ni preveč obveznosti in lahko z lahkoto pač uskladiš vso delo in šolo. Tako da jesen pa mesec oktober definitivno favorit. Biti kmet je lepo, ker? Biti kmet je lepo, ker je neka določena svoboda, lahko si sam si lahko nekako prilagajaš svoj urnik. Noben ni bi rekel nad tabo, v narekovajih. Sam svoj šef si. Veš, da če boš delal dobro, boš pač delal dobro za sebe, če ne boš, boš pač propadel, tako da zato. Mladost na kmetiji je zanimiva, saj? Saj zato, to sem že danes večkrat rekel, noben dan ni isti. Vedno se dogaja, vedno je zanimivo. Od različnih opravil, pa potem tudi, ko je neko delo opravljeno, tisto zadovoljstvo na koncu dneva, ko se družina usede dol, kaj poje, kaj spije, pa reče, danes pa smo v redu delali. Tako da to so take stvari, ki nekaj pomenijo, no. Bine, si zelo zanimiv sogovorec. Bi kar klepetala in klepetala. Hvala, da si vzel čas in mi predstavil svojo zgodbo in želje za prihodnost, tako osebne kot pa tudi za kmetijstvo. Vse dobro ti želim še naprej. Hvala tudi tebi. Se poslušamo spet kmalu. Z vami sem bila Kaja Zupanc.